I got a feeling. Na, 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 na. Akademia. Pozdravljeni ob poslušanju podcasta Akademija, kaj ti je?, ki nastaja ob 80. obletnici delovanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Moje ime je Tine Lisjak, sem le eden izmed otrok Akademije in pogovarjal se bom z marsikaterim drugim. S podcastom raziskujemo različne poglede, izkušnje, želje in napovedi v povezavi z Akademijo. Z vsakim izmed gostov se bom pogovarjal o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Akademije, seveda skozi prizmo vsakega posameznika oziroma posameznice, saj je že po pisanosti Akademije jasno, da ima ta mnogo preoblek. Danes je z nami Peter Koštrun. Peter Koštrun je rojen leta 1979 v Ljubljani in je slovenski fotograf in pedagog, ki kot izredni profesor poučuje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V svojem ustvarjanju raziskuje minimalistične, pogosto prazne pokrajine, pri čemer posega po subtilnih atmosferah in dovršeni kompoziciji. Namesto klasične dokumentarne krajinske fotografije ga zanimajo konceptualna vprašanja, kot so minljivost, transcendenca in vpliv človeka na prostor, kar odpira gledalcu prostor za interpretacijo in kontemplacijo. Njegova dela so bila predstavljena na več kot 60 razstavah doma in v tujini, med drugim v Ljubljani, Celju, Bruslju in na Dunaju. Kritiki izpostavljajo njegov prefinjen občutek za tišino in vizualno poetičnost, ki presega zgolj estetsko vrednost ter se dotika družbenih in okoljskih tem. Koštrun tako svoje fotografije ustvarja poseben dialog med naravo in človekom ter gledalca nagovarja s pomirjujočo, a hkrati vznemirjajočo vizualno govorico. Profesor, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni nazaj. Drugič se srečava. Drugič, ja, res je. Ja, profesor je bil gost na testnem snemanju podcasta, zdaj smo pa tukaj zares. Po mojem bo čisto drugače. Ja. Kaj se je spremenilo vmes? Šel je mimo ta adrenalin 80-letnice. Ta nek pressure, negotovost, malo strahu, malo pričakovanja, excitement, tako. To je šlo mimo, tako da zdaj smo malo bolj v izi, nismo več tako kritični, tako borbeni. Kakšni pa so občutki po končanju praznovanja ob 80. obletnici Akademije? Iskreno ali politično? Prosim, iskreno. Iskreno so mešani. Okay. V bistvu na eni strani ful vesel, hvaležen, ponosen, da smo naredili pač nekaj. Med drugim tudi to skupinsko fotkanje, ki sem si ga ful želel narediti. Rezultati so dobri, majčkeno sem pa priznam razočaran nad udeležbo. V končni fazi nas je bilo na dogodku Utopične akademije 254 nas je na fotki, to je polovica. Kar pomeni, da ta neka želja pokazati, koliko nas je, pa da smo močni, se ni čisto uresničila. A se vam zdi mogoče, da je bilo samo dogajanje okoli 80. obletnice mogoče, mislim, da pripomore k temu, da ni bilo toliko veliko ljudi, tudi to, da je bilo dogajanje kar razdrobljeno, da je bilo veliko različnih dogodkov? Definitivno pa v komunikaciji smo precej šibki, to se pravi, kako komunicirati določene dogodke, pa kaj pomeni, pač prideti, ne prideti, je to službena dolžnost, je to pripadnost ali ne vem kaj. Mislim, da da nismo dosti dobro skomunicirali, to je vse, ampak to je posledica tega, da nismo podjetje, ampak šola, pa se ukvarjamo še z drugimi stvarmi, ne samo s takimi projekti, tako da mislim, da je to bolj, da so razlogi čisto v tem, da nas je, kljub temu, da nas je veliko, še vedno premalo, zato da bi nekaj res komunicirali kot nekaj, kar je naše. Ampak kljub temu se mi zdi, da se je takrat na Roški pojavil kar nekaj obrazov, ki pa ne bi računal kot samoumevno, da bodo tam. Ne, sigurno je druščina je bila ful dobra, ful lep dogodek je bil, tako fajn se mi je zdelo, tako noro. Ampak ja, pač tako kot nekdo, ki si je želel imeti vsaj 3/4 ljudi
pač sem v tem pogledu preveč pričakoval, pa pol pride razočaranje. Ja. V bistvu bi pa lahko že naprej ocenil, da ne čutijo vsi take pripadnosti do te institucije, kot jo mogoče jaz ali pa nekateri. Ja. Tako da to je, ampak ne vem, to je zelo povezano s hvaležnostjo. Si hvaležen, da si del tega, ali nisi, ali si ful kritičen. Jaz sem kritičen, ampak hkrati skozi kritiko iščem rešitve. Ja. To se mi zdi ful pomembno, no, da mogoče bo naslednjič nas več, a ne, mogoče kakšen, jaz pa nisem na fotki. Mislim, 100-letnica ni več tako daleč. Ja, sej to sem v eni izjavi študentov videa, ko so me vprašali, kva zdaj sem rekel, da če še tle, ko bo 100, bomo ponovili. Ok, akademija je stara 80 let, vi ste pa v bistvu tudi že skoraj eno dobro tretjino njenega obstoja del akademije. Kakšni so prvi spomini na akademijo? Mogoče še v čas pred vašim prvim obiskom akademije? Preden sem se vpisal. Recimo. Ja, to je bil vedno nek tak, neka gora, ki je treba osvojiti. Pa ne sem gore v tem smislu, grem gor, vidim, pa grem nazaj dol, ampak prideti na to goro je bil izziv, zaradi tega, ker je bila to pač tudi edina gora. Pa hkrati dobro, še vedno velja kot, bomo rekli, najpomembnejša institucija v državi in iz tega naslova je verjetno so občutki mladih tudi danes enaki, si želijo prijeti sem, zaradi tega, ker je pač tle gut, a ne. Tako da take spomine sem jaz imel na akademijo kot na nekaj, kar, tam se pa nekaj dogaja. Po v resnici nisem čisto vedel, kaj se dogaja. Marsikaj od tega tudi ni bilo res. Ja, veliko neke fame krož okrog. Ja, veliko je govoric, veliko se govori po ulici, tako v končni fazi se je takrat in se še danes. Mogoče se je takrat več, ko so bili drugi komunikacijski kanali, je bilo bolj pomembno, s kom sediš na kavi, kakor pa kjer Facebook gledaš ali pa kjer Instagram spremljaš. Tako da mogoče to, pa so bile mogoče bolj močne urbane legende, danes je verjetno danes bolj to mistificiran. Ni več toliko skrivnosti, ki jih je bilo včasih. Ja. Kako pa je prišlo do odločitve vpisati se na akademijo? Mislim, želja je sigurno bila po nekem znanju, po nekaj več. Ne. Jaz sem imel že malo izkušenj v smislu delovanja na področju fotografije, medijev, veliko sem pred tem potoval in je bila nekako logična posledica moje želje, da hočem od svojega življenja nekaj več, da hočem se izobraziti na širšem področju kulture oziroma širšem področju umetnosti, kar je pa na akademiji, mislim, da še danes bi rekel neka posebnost, a ne? To se pravi, da se kot fotograf ne udeležuješ izključno samo fotografije, ampak tudi risanja, slikanja, kiparstva, ne vem, da dobiš širši pogled v področje kulture, kar ti posledično pripelje tudi večje možnosti zaposlitve. Ja. Ali pa neke karierne odprtosti, a ne, v končni fazi. A tudi če zaposlitev sledi na akademiji? To je, ja, tudi če na akademiji. Sicer si tega nisem nikoli predstavljal. Tisti, ki me poznajo, vejo, da ki me iz tistih časov poznajo, vedo, da sem vedno na kavah govoril, da jaz pa že ne bom učitelj, tako kot so moji starši, a ne, ampak zarečenega kruha, tralala. Tukaj sem, v bistvu noro. Jaz še vedno imam včasih občutek, da sem še vedno študent, tako, ker nisem akademije nikoli zapustil, ampak je dober, je fajn. V bistvu še vedno vidim izzive. Tako da tukaj nisem zaradi službe, tukaj sem zaradi študentov, to zagovarjam od vsega začetka in dokler me bo to držalo, bom tle. Tako da se upravičujem študentom, ampak jim marsikaj ukradem. Ampak ne ukradem jim njihovih idej, ampak kradem njihovo
energijo. Ja, joie de vivre. Tako, ne vem, tako me dvignejo študentje, ki so tako svobodomiselni. Aha, In mogoče lahko miselni. Tako. a bi pa lahko v bistvu rekel, da celo pripomore ta kombinacija po eni strani poučevanja, po drugi pa umetnikovanja z roko v roki. Ja, sigurno je, misliš tako, da se udeležuješ obeh stvari? Ja, se mi zdi, a je lažje ostati umetnik, pa ne mislim zdaj, recimo, vem, da je časa potem veliko manj, ampak a je bilo lažje ostati umetnik in delati na svojih projektih naprej, s tem, ko ste istočasno tudi pedagog? Iskreno povedano je težje biti umetnik, če hočeš biti dober pedagog. To se pravi, da časovno biti vrhunski umetnik, smatram, da gre za izbran poklic, če mu tako lahko rečemo, ki zahteva 100% osebo, nekoga, ki se s tem ukvarja, in biti profesionalni umetnik pomeni vsak dan delovati v kontekstu tega, kar počneš, skrbeti tako za finance kot produkcijo. Na drugi strani, če si pa pedagog in umetnik, je pa več kot krepka polovica časa, ki ga imaš na voljo, namenjena pedagoškim, administrativnim in drugim delom. Kar pomeni, da umetnost vedno je nekaj, ki si ful želiš, pa nimaš časa. Mogoče je v tem nek čar, draž, ali kako temu rečemo, da v bistvu si tukaj, hočeš iti pa tja, pa pol, ki si tam, si dosti Nikoli ni potešen. Ja, skozi imaš tako občutek, da malo zanemarjaš ta umetniški del. Ampak mislim, da pristopov pri pedagogih je več. Eni so bolj umetniki, pa manj profesori, ta razmerja niso čisto zelo povsem enaka. Je pa dejstvo, da brez stika z realnim sektorjem ne moreš biti dober pedagog. Ja. In mislim, da tudi obstajata dva pola, ali pa tretji še, ne, to je komercialno delo. In jaz sem se pač zaradi čist časovnih in pedagoških obveznosti že v začetku pedagoške kariere odločil, da komercialnih projektov ne bom delal več, da puščam s tem prostor za moje kolege, ki nimajo te službe, ki imam jaz, pa za bodoče mlade kolege, da lahko v bistvu delujejo, pa služijo denar, ker če bi jaz pokrival še tretjo plat, bi prvič se skuril, drugič pa tudi ne dovolil drugim, da se umestijo v nek kulturni prostor, ne? Če hočem vse zase. Tako da definitivno je umetnost pač nekaj, s čemer se ukvarjam celo življenje in se bom, ne glede na to, kje bom v smislu financ ali pa srca, definitivno umetnost prva stvar, s katero se od majhnega ukvarjam in je nekaj, kar je v meni in se ne da potešiti. Okay. Govorili ste o akademiji pred vpisom, kot o gori, ki jo je treba še osvojiti, da ste jo na ta način čutil. Kakšni so pa zdaj? A je ta gora zdaj osvojena? Ne, ki pa, ne. Zdaj se je odprlo šele gorovje, ne. Zdaj smo prišli čez prvi hrib do nekih prelazov in se odpirajo novi vrhovi, novi izzivi. Mislim, da se je šele zdaj pogled razprl in ne vem, a se kam gre ali ne, ampak izgleda, da je neskončno. Neskončno, ta pot nima konca, po moje. Tako, vsaj če gledaš tako, kot skušam jaz gledati, da stvari nikoli niso končne, ampak se vedno dajo, ne bom rekel izboljšati, pa nadgraditi, ker je to mogoče malo tak gospodarski, ekonomski model, kjer se mora skozi nekaj napihvati, ampak spreminjati se mora. Ne? Ja. Neka raznolikost je treba skrbeti, da je skozi dovolj raznoliko. Ne? Zato tudi sam pri pedagoškem delu skušam delati na način, da meni ni dolg čas. Verjetno si noben študent ne želi videti zdolgočasnega profesorja. Ja. Kar nekaj gostov, predvsem pedagoških pa vodstvenih, omenja akademijino odpiranje navzven
v zadnjih letih. In se mi zdi, da tudi sama katedra za fotografijo v bistvu se kar odpira navzven, pošilja študente na razne zunanje projekte, istočasno se organizirajo neki projektni tedni za študente, ki sicer niso noviteta, so mogoče vmes malo zamrli, ampak se zdaj spet dogajajo. Ja, v bistvu so v vseh teh letih, če pogledam, neki valovi so. Tako, prihajajo generacije, ki so manj aktivne, bolj aktivne, ful je odvisno od kakšnih posameznikov. Recimo tako, kot so bili kino večeri pred desetletjem in več, je trajalo v bistvu desetletje, da je spet prišla neka ekipa, en posameznik, ki je spet vzpodbudil neko tako delovanje, ki je sicer interno, ampak ful vzpodbuja delovanje po principu skupnosti, ne toliko individualno, ampak bolj kot neka skupina, kar je mogoče specifika oddelkov za oblikovanje, to neko skupinsko delo. Hkrati pa se mi zdi, da je zelo specifično za fotografe to, da smo vedno obdani z ljudmi, da vedno delamo skupaj z nekom, kot fotograf si redko sam, čeprav je nek pogled na fotografijo, da potuješ pa fotkaš stvari, pa si sam, ni čistko, vedno si ful odvisno od drugih. Tako da rečemo, da te principi izven šole pa odpiranje na ven pripomorejo prvič k prepoznavnosti institucije, drugič pripomorejo k prepoznavnosti študentov in lažji integraciji v kulturna okolja. Včasih se je to dogajalo mogoče manj na očeh javnosti. To se pravi, da so te neki private viewi pa projekti prihajali mimo javnosti. Zdaj pa skušamo vsak projekt seveda tudi medijsko in javno podpreti, zato ker v končni fazi kultura in umetnost sodi v javni prostor in se ne sme zapirati v neke notranje prostore. Mislim, da ta koncept, ki ga zdaj par let furamo, odprta akademija, da je zelo v redu, da kaže na to, da moramo biti odprti, čim bolj naven, čim bolj do drugih, do raznolikih, ne nazadnje umetniki smo ljudje, ki skrbimo za zdravo življenjsko okolje. A se na ta način tudi tržimo? Pa ne mislim, jasno je, da tržimo mogoče študente oziroma jim omogočamo to, da se lahko v nekem momentu, ampak je to tudi trženje akademije? Ja, vse je trženje. Na koncu vsi račun za elektriko moramo plačati. Tako, če se malo pošalimo, ampak dejstvo je, da ko omenjaš trženje je neki brez česar v tej obliki družbenika imamo ne gre, kar pomeni, da akademija se financira na podlagi portfelja. Ja. In vsi vemo, mogoče študentje ne vejo, ampak tisti, ki smo že leta vpeti v birokratsko delovanje institucije, vemo, da smo zelo podhranjeni finančno. To se pravi, če želim spremeniti pogoje delovanja, to se pravi, če hočem imeti opremo, materijale, zato da bodo imeli študenti boljše pogoje, kot so bili pred nami, moram biti tržno usmerjen. Kar pomeni, da ne nujno iščem kapital na trgu pri podjetjih, ampak večinoma delujemo preko razpisov, državnih, evropskih, lokalnih, globalnih, kakorkoli se skušamo pripeti v neke modele financiranja, bodi si skozi umetniško ali pa skozi raziskovalno delo, znanstveno delo, kakorkoli. Mislim, da platform je več, v preteklosti tega nismo dobro izkoriščali, zadnja leta pa to nam kar dobro gre. Ja, vse to se mi zdi. Eno, če gremo še malo nazaj v preteklost, je bilo takih možnosti bistveno manj, potem so se začele pojavljati, pa se jih je bilo treba naučiti izkoriščati. Zdaj se mi zdi pa, da je kar že prišlo v navado akademiji črpati razna sredstva, prijavljati se na projekte. Mislim, definitivno s tem je treba pač tudi poudariti, da imamo zadnjih skoraj, ni še desetletje, ampak kar nekaj let imamo podporne službe. Kar pomeni, projektno pisarno. Tako, brez projektne pisarne seveda prej sploh nismo mogli delati, zaradi tega, ker tajnica
referat, ne more upravljati projektnega dela, ne, sploh ne pri taki količini projektov, ki jih delamo. Zato je za krepitev institucije bilo ključno imeti projektno pisarno, tako kot imamo nekoga, ki skrbi za PR. Tega včasih ni bilo, kar pomeni, da smo pedagogi mogli urejati pogodbena razmerja, se dogovarjati za pravice, v končni fazi skrbeti za medije, podporo, objave in tako naprej. Ni bilo socialnih omrežij, dosti manj dela je bilo, kot ga je zdaj. Tako da upam, da bo akademija v bodoče finance, ki jih pridobi, vlagala v kadre, bolj kot v karkoli drugega, ker se mi zdi, da rabimo ljudi. Ja. Malo presekam, živite na eni kmetiji izven Ljubljane. A je bilo to nujno za umik od vsega šundra in teže akademije, ali je bila to samo neka romantična želja? Ja. Colner je rekel, da sem itak romantični umetnik, ampak pa mislim, da ima prav. Ampak delno je to povezano z mojo osebno tendenco. Osebna tendenca, kaj bi temu rekli? Dejstvo je, da sem jaz odraščal v Ljubljani tako podobno kot sem odraščal tudi na kmetiji pri starih starših. In po 30. letu sem nekako začel ceniti to izkušnjo kmetije, to, da mi je motika domača v roki, je nekaj, kar je ful prednost, to, da imam ročne spretnosti. Nikoli nisem mogel manifestirati teh spretnosti v Ljubljani. Lahko te spretnosti predajam izkušnje študentom, kar pomeni, da tle tudi delno unovčim to, ampak najbolj pa to unovčim tam, kjer živim in način, kako živim, kar pomeni, da skušam čim več hrane pridelati sam, skušam tudi razumeti, kako delujejo sistemi, kako sploh nekaj narediti brez pesticidov, to se pravi neko ekološko hrano. To me ful zanimalo. Hkrati pa je treba priznati, da ko sem se preselil, to je zdaj že ful let, wow, sploh ne upam pomisliti koliko, ampak je bilo obdobje, ko nisem mogel v Ljubljani preživeti. Finančno? Ja. Nisem bil zaposlen na akademiji, čeprav sem že delal kot asistent, ampak za zelo borno simbolično. Simbolično plačilo. Tako da ni bilo neke ful pozitivne perspektive, da bom lahko preživel, zato je bila edina opcija v moji glavi tako se porodila, da če bom živel na kmetiji, bom preživel. Samooskrba. Ja. Plus to, da se nisem mogel v stanovanju osvoboditi umetniško, kar pomeni, da jaz nisem samo fotograf, v tem, tako se reče, fotograf, mene zanima keramika, zanima me les, restauriranje, gradnja objektov, gozdarstvo, take stvari, ful rad delam in to v bloku ne moreš. In tudi, če pogledam svoje življenje, po faksu sem vse vikende preživljal v gozdovih, na poljih, na periferiji Ljubljane in nekako logično je bilo to obrniti. Sprav, da živiš v naravi, pa delaš v mestu. Ja. Seveda to za sabo potegne ful nekih drugih problemov, če temu tako rečemo. Ful bolj vidiš tudi težave z infrastrukturo, ful bolj vidiš, kako je ljudem, ki se vsak dan peljajo iz Maribora, Celja v Ljubljano v službo, ker v Ljubljani si ne moreš privoščiti stanovanja. Včasih dobim občutek, da zato, ker živim na periferiji, bolj čutim dihanje celotne Slovenije, kakor pa če živiš samo v Ljubljani, pa si tako centralno usmerjen samo v to, kaj se v Ljubljani dogaja. Ampak je verjetno pomemben ta vsakodnevni povratek v Ljubljano. Ja, skozi morata biti dva. Občutek, ja. Za dialog morata dva govoriti, če ne en govori, je monolog, pa ni najbolj za drugega. Ampak ja, vedno je fajn, jaz uživam v tem. Priznam, da pogosto
Ker se vozim domov v gužvi ali pa ker ful traja, da pridem z vlakom in z biciklom domov, moram reči, da se dostikrat vprašam, pa kva mi je tega treba. Ampak iskreno povedam, ko pridem v hlad gozda z biciklom. To si mislim, da je hitro odgovorjeno to vprašanje. Ja, ampak ali pa, ko se čez Trojane pripeljem, je tako, wow, kje živim, ne. Tako, noro. To v bistvu en dober džingl piše, Radio Študent, ne, pošast za 9 gorami živi in da ne nakladam in na koncu ta pošast reče, pa kje živim. Tako da jaz res živim nekje, kjer se konča svet in je narava, ali pa rečemo tako, da moje delo se je zaradi tega spremenilo, zaradi te odločitve, pa verjetno sem se delno preselil v to fotko, ki sem jo počel. Ja. To, kar si na začetku povedal, da nekdo, ki išče pokrajino, ne, pogled na to. Ampak tudi tehnično se je verjetno lahko, ne, to, da imate toliko več prostora na voljo, toliko več te neke delovne infrastrukture, ali kako bi jo poimenovali. Siguren je lažji. Jaz sem drugače ful hoarder, kar pomeni, da ful zbiram stvari in tam se mi je cel svet odprl. Tudi ne živim v neki novi hiši, živim v hiši, ki se moram še enkrat preračunati, ampak ja, da se pravi, da ima več kot 260 let. Kar pomeni, da kjerkoli sondiraš zemljo, kjerkoli okopavaš, delaš nekaj, se na površini pojavljajo predmeti iz preteklosti in kot nekoga, ki je kot otrok sanjal, da bo arheolog, me to v bistvu ful izpolnjuje, da lahko najdem kos keramike in se sprašujem, a je 1800 ali je že kaj prej, ali je rimski ali ni. To vedno spodbudi neko kreativno misel pri meni. Niste pa še nikoli pomislili, da bi v ta prostor nekako ponudil kot četrto satelitsko lokacijo akademije? Ne, moj life je moj life. Moj prostor je moj prostor. Tudi ne ve veliko ljudi, da jaz živim na kmetiji. No, zdaj pač bojo vsi vedeli. Tudi mislijo kakšni, da živim, da imam garsonjere v Ljubljani ali pa da živim v Murglah, pa takšne stvari, ampak ne, jaz živim na enem odročnem kraju, kjer se cesta konča. Definitivno je, kako bi temu rekli, bila na začetku neka misel, ker je to že toliko časa nazaj, da mogoče pa šerati to lokacijo še z drugimi, ne? Ampak se je zelo hitro izkazalo, da moraš sprejeti, da ko si tam, delaš stvari zase, ne za druge. Če bi jaz tam karkoli z tistega tržno počel, to ne bi bil več moj dom, ampak bi bila neka rezidenca za mlade umetnike. Ja, ne želim mešati teh dveh polov, ful hočem, da je to nekaj mojega. Se mi zdi zdrava ta razčlenitev. Ja, ful, nujno, nekaj imam zase, imam lahko nekaj zase, ne? Jaz se zelo rad razdajam, ampak nekaj bi pa imel zase. Pred parimi leti je mimo moje hiše, kjer vodi planinska pot, ena študentka prišla, Zoja, in so se tako spogledala, tako zelo neprijetno je bilo obema. Nekaj prepovedanega se je zgodilo. In sem se vprašal, zdaj pa ve, zdaj pa vsi vejo. Tako sem mislil, da bom cel life lahko hranil to kot the big secret, ampak ne, saj ni skrivnost. Vedno dobrodošli ljudje, ampak ja, nekje pa moram imeti malo miru. Predstavljajte si, da vsak dan srečam več kot 100 ljudi in prideti v neko tišino je ful dragoceno. Pomaga razbistriti misli za naslednji dan. Okay, na kmetijo se ne bo preselila, ampak kakšna pa je vaša vizija prihodnosti za akademijo? Akademijo, ja. Eno je
Vizija prihodnosti z akademijo ima spet dva pola. Ne? Eden je, kam pele srce, drugo je pa, kam pele telo. Telo bo verjetno akademija kot telo ali pa organizacija bo iskala tako, kot išče novogradnje ali pa neke rešitve v kontekstu tega, da je upeta v mesto. Jaz priznam, da sem moje srce veliko bolj nagnjeno k periferiji, odmaknjenosti od vrveža. Tako da bi si želel za akademijo, da bi raje obnovila kakšno stavbo, kakor pa zgradila novo. Ampak podpiram novogradnjo na Roški, da ne bo pomote. Ampak naj bo iz starega materiala. Ja, naj bo iz starega materiala. Mislim, bojim se, da nikoli ne bomo dobili to, kar si želimo, in to moramo čim prej sprejeti. Jaz sem že veliko maket videl, veliko novogradenj načrtov, veliko smo se o tem pogovarjali, ampak kljub temu, da pomagam, se trudim, tudi v končni fazi ob praznovanju 80-letnice sem se trudil čim več narediti v tem kontekstu, da pridemo do nove stavbe, ker jo nujno rabimo. Ampak na drugi strani se zavedam, da je čas zdaj, tukaj, veliko bolj pomemben. Kar pomeni, da čakati na boljše pogoje, čakati na to, da se bo nekaj zgodilo, je zelo nesmiselno, ker vmes minevajo dnevi, tedni, meseci, leta. Vmes so pri nas generacije, ki jih ta problem ne zanima in se treba tem generacijam posvetiti in jim v okviru možnega ponuditi največ. Včasih zaradi kakšne velike želje po novogradnjah, po nekih projektih pozabimo, da so okrog nas ljudje, ki potrebujejo pogoje zdaj, ta trenutek. Tako da na nek način dajmo zdaj delati na tem, da imamo jutri bolje pogoje, če pa bo kdaj stavba, bom pa z veseljem prišel pogledati, če nam več na akademiji. Ne, računamo, da bo kar kmalu, da bo te šetle z obema nogama. No, kar računajte na to. Kakšna je pa... Mislim, se upravičujem, jaz bi ful rad bil optimist glede novogradnje in sem delavni optimist, kar pomeni, da bom vedno naredil vse, kar je treba za to, da bomo prišli do te stavbe. Ampak hkrati sem pa pesimist zaradi tega, ker imam veliko izkušenj, ker sem kot študent protestiral za 3 akademije, pa se trudil, pa potem kot zaposlen delal razne manifestacije. Dolgo časa traja že ta boj. Ne? In nekako ne vem, komu še verjeti. Ja. Vloga akademije v družbi prihodnosti? Po mojem, če dalje večjo vlogo bo imela ne samo akademija, ampak kultura nasplošno. Sicer sem velik ljubitelj športa, ponosen, bi rekel, državljan zaradi vseh športnikov, ki jih imamo, ker smo norci, Slovenci smo res neverjetni športniki, ampak kultura bo v bistvu preživela ali pa kultura je tista, na bazi katere narod obstaja, ne na bazi športa, to je treba iskreno povedati. Športnikov se čez čas nihče več ne spomni, jezik, knjiga, kultura pa mora preživeti, če ne, mi ne bomo preživeli. In v tem pogledu verjamem ali pa upam, da je kultura sposobna tudi v prihodnosti zagotoviti obstoj jezika, ko v končni fazi najvišja oblika ali pa bi rekel največ, kar kultura pomeni, je jezik, ki ga govorimo. Tako da, če lepa beseda lepo mesto najde, upam, da tudi lepa slovenska beseda še tudi v prihodnosti mesto najde. Če vas je Miha Colnar opisal za romantičnega fotografa, se po moje ni zmotil, ker je tudi tale misel zelo romantična in se mi zdi zelo prikladna, da na tem mestu zaključiva najin pogovor. Zmenjeno. Najlepša hvala za obisk v studiu.
brez skrbi. Hvala, profesor. Akademija. Kaj ti je? Akademija. Akademija. Kaj ti je? Kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Akademija. Kaj ti je? Akademija. Kaj ti je?